Živimo v dobi pospešene digitalizacije in vse prisotnosti svetovnega spleta. Brez sodobnih tehnologij si vsakdanika niti ne predstavljamo več. Nenehno smo obdani in okupirani z digitalnimi pomočniki vseh oblik in velikosti. Žal pa le redko vso razpoložljivo tehnologijo uporabljamo konstruktivno. Tehnologija sama ni škodljiva, je uporabna in bi jo bilo potrebno izkoristiti, kolikor se le da. Vendar pa jo moramo izkoristiti na pravilen način. Za potrebe vzgoje in izobraževanja smo bili v preteklih turbulentnih koronskih letih primorani zajeten del izobraževanja prestaviti v virtualno okolje. Zaradi hitrega prehoda in splošne zgroženosti nad celotno situacijo je digitalizacija prevzela izrazito negativno konotacijo pri splošni javnosti. Način, na katerega smo bili primorani čez noč spremeniti delovne navade, ni dopuščal primerne priprave na nov način dela. Vendar pa se je situacija končno stabilizirala. Vrnili smo se v ustaljene tirnice izobraževanja v šolah. Ostal pa je spomin na pretekla leta. Ostalo je povečano število razvitih digitalnih učnih gradiv, spletnih učilnic in kvizov. Digitalizacija nam lahko pomaga, če je pravilno načrtovana in implementirana. Lahko doprinese k kvaliteti izobraževanja in ustvarjanja učnih vsebin, ko je razvita specifično z namenom utrjevanja znanja in doprinosa k standardnim, uveljavljenim in preverjenim načinom izobraževanja. Mednarodni projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju je namenjen optimizaciji obstoječih metod in gradiv ter razvoju novih smernic na področju kombiniranega izobraževanja. Projekt je ciljno usmerjen v razvoj in preizkus šolskih strategij za učinkovito vpeljavo kombiniranega učenja, podporo učiteljem pri načrtovanju učnih priprav ter izvedbo kombiniranega izobraževanja in nenazadnje razvoju digitalnih kompetenc učiteljev za izdelavo in uporabo rešitev za e-učenje. Kombinirano izobraževanje povezuje najboljše lastnosti pouka v šoli in delavnicah s prednostmi spletnega učenja. In ker je kombinirana oblika veliko več kot le uporaba tehnologije pri pouku, v projektu posebno pozornost namenjamo prav pedagoškim in didaktičnim vidikom načrtovanja in izvajanja te oblike izobraževanja. Mednarodni partnerji bomo z medsebojnim sodelovanjem poskusili izkoristiti najsodobnejše tehnologije za popestritev in utrditev klasičnega šolskega dela. Navidezna resničnost, izboljšana resničnost, 3D vizualizacije in modeliranje, igrifikacija in H5P interaktivne vsebine omogočajo izdelavo naprednih učnih vsebin, ki utrjujejo in dopolnjujejo klasično izobraževanje v šolah in na univerzah. This year we started learning Unity and connecting Unity with VR headsets. I took part in the video for car mechanics. The topic of the video was changing and balancing the tire. I was in the last part of the video where I put the tire back on the car. And I like taking a part in the video very much because I love working on cars. The students have the possibility to watch the videos at home and repeat the classes. So I use the videos for keeping the level of knowledge in my classes. And also rise the level. So if I have students that want more, I can give them more material, video material. Prva polovica projekta je za nami. Razvili smo prototipne rešitve za izzive kombiniranega izobraževanja. Vsak od partnerjev se je osredotočil na specifične tehnologije ter preko razvoja pilotne rešitve poskušal na svoj način doprinesti k prehodu na modernejše oblike izobraževanja. Sledili smo razvojnim strategijam šol, ki so bile oblikovane za potrebe projekta, ter izoblikovali ter izdelali pedagoške rešitve za smiselno uporabo e-gradiv v pedagoškem procesu. We try to get the students to get more knowledge retention with the help of interactive content like AR, VR and H5P interactive content that is combined with Moodle Classroom. At the beginning of the laboratory work, I'm always overloaded because I cannot explain on all stations in parallel the concept of the laboratory work. So that's why I used actually interactive lections, which helped me
with explaining and guiding the students at the beginning of the laboratory work, and then when they start with the work, I can focus on individual questions. Čaka nas testno obdobje, kjer bomo preizkusili razvita orodja in ocenili njihovo uporabnost v vzgojno-izobraževalnem procesu. Ker se je drastično spremenila kolektivna miselnost človeka, je potrebno prevetriti vse aspekte življenja ter jih prilagoditi modernejšim smernicam, da bomo na ta način sovpadali s splošnim razvojem in napredkom, ki ga predstavlja digitalizacija. As time goes by, I am convinced that this is going to be the hybrid classes, or whatever we call them, the blended education or blended classes are the future of education, since they offer better possibilities, and I think follow the aim, which I think should be the aim of every school, to make the education process better. Učitelji, učenci, dijaki, asistenti, predavatelji in študenti bomo s pomočjo projekta izzvani na nov način razmišljanja. Obogatene digitalizirane vsebine nam bodo pomagale nadgraditi standardizirane in utečene oblike izobraževanja. Izkoristili bomo potencial, ki ga s sabo prinaša sodobna tehnologija. Prilagodili se bomo prihodnosti. Poleg samega izobraževanja, projekt spodbuja digitalno pismenost, ki žal v današnjih časih ni več izbirna, saj smo primorani osvojiti vsaj osnovna digitalna znanja za normalen razvoj in odraščanje. Prihodnost je tu, mi pa smo nanjo pripravljeni.